V ponedeljek se je za vaše zaposlene tako rekoč začel že rahlo delovni dan, temveč začeli ste s testiranjem. Kako je testiranje potekalo? Dober dan in pozdravljeni. Ja, to leto se pa za nas začelo čisto drugače. V ponedeljek smo začeli, zaposleni so se testirali in organizirali smo tako, da so v zdravstvenem domu, da je potekalo kar v avtomobilih. Potekalo je zelo hitro in smo v dobri uri vsi opravili in na srečo smo vsi negativni. Tako da smo v torek lahko začeli. No, v torek zjutraj pa je bil pri vas veseli dan, kot da bi bilo prvi dan šole, kot da bi bil začetek septembra, ko so po 2 mesecih prišli spet v šolo z veseljem. Res je. Mogoče še bolj. Vedno so septembra zelo veseli otroci, ko pridejo in je tisto prvo srečanje tako prisrčno. Tokrat je bilo pa še bolj zaradi tega, ker je bilo res tako v težkem pričakovanju, kdaj se bomo spet srečali, kdaj bodo lahko prišli v šolo, da je bilo še veliko boljše vzdušje. Koliko jih je prestopilo šolski prag? Od 90 učencev jih je prišlo 82. Tako da 8 učencev je v torek manjkalo, nekaj zaradi zdravstvenih razlogov, nekateri učenci imajo svoje preglede in potem rajši niso starši pripeljali otroke v šolo. Nekaj je pa takih, ki se seveda zaradi družinskih situacij ali pa družinskega stanja raje izognejo kontaktov izven doma. In kako je sedaj potekal pouk po tolikom času? Mi smo se osredotočili zgolj na obvezni del pouka. Otroci imajo pouk od 15 do 8 in do 12 oziroma 1. Imamo pa vse ostale neobvezne vsebine, pa jih ne izvajamo. Tudi smo se starši dogovorili in zelo so nam šli na roko in razumeli te naše stiske glede organizacije šole. In veliko staršev je pristopilo in pripeljejo otroke v šolo in jih tudi takoj po pouku odpeljejo. Tako da imamo zjutraj v varstvu zelo malo otrok in pa tudi kasneje po 1 uri jih ostane zelo malo v podaljšanem bivanju. Zgolj tisti, ki so res vezani na zaposlitev staršev. Verjetno vsi upate, da bi zdaj to končno potekalo, čeprav epidemična slika ni popolnoma nič rožnata še. Ta del nas skrbi. Zdaj trenutno smo znotraj šole v varnem okolju. Mi smo testirani in smo negativni, otroci so prišli zdravi. Tako da za ta del nas znotraj šole ne skrbi. Kaj se bo pa naslednji teden pokazalo, ker je le več toliko izmenjave stikov, pa samo upam, da na vse najboljše, lahko pa zagotovim, da kar smo lahko zagotovili za eno varnost, za spoštovanje ukrepov, tukaj smo se pa maksimalno angažirali in se zares držimo najbolj, kar se lahko. Hvala in srečno v letu 2021. Hvala lepa.